Dve napravi, ki jih mi tako bi rekel redno uporabljamo, so tako imenovani eye tracker oziroma sledilnik pogleda. Noter je infrardeča kamera, ki snema zenico in ta potem preračuna točno, kam človek v neki situaciji gleda. Opazuje tudi v bistvu, se pravi, zenico, koliko je razširjena, ker iz tega mi znamo dobro ugotoviti, koliko je človek mentalno recimo obremenjen. Potem je pa še navadna videokamera, ki pa snema naprej in v bistvu skozi to pa potem vidimo, software označi točko pogleda, kam recimo v tistem videu, točno kam človek v nekem trenutku gleda. Del teh scenarijev so tudi tako imenovane distrakcije. Se pravi, mi namerno damo noter plakate z, bi rekel, določeni populaciji, skušamo biti zelo uravnoteženi, sploh v novih scenarijih, mamljivih prizorov, ki znajo človeka zmesti, in v bistvu točno to opazujemo, koliko je človek dovzeten za tako distrakcijo, za tako motnjo. No, in tukaj se največje razlike kažejo med izkušenimi recimo pa neizkušenimi vozniki. Izkušen voznik točno ve v nekem trenutku, ko rata situacija kritična, na kaj se fokusirati, na kaj ne. Pač mladi voznik mogoče bo pa rajši ledenke gledal, pa je pol že prepozno, ko lahko odreagira. Drugo, kar pa je pa v bistvu ta aktivnost zenice. Recimo, s pomočjo tega smo v enem takem raziskavi, ki je bila tudi del projekta, ugotavljali, kako recimo mobilni telefon vpliva na voznika. In smo nekako v tisti raziskavi pokazali, da razlika med prostoročnim telefonom pa telefonom v roki je bolj ali manj zanemarljiva, ker tisti glavni škodljivi vpliv tega je to, da človek v bistvu začne se koncentrirati na telefon in neha, čeprav gleda na cesto, v bistvu praktično ne vidi, gleda dobesedno pa ne vidi, no in to se vidi v bistvu iz aktivnosti zenice, se lepo pokaže, ko človek rata obremenjen. Ta drugi senzor, ki ga uporabljamo, je empatika, E4, pač to je trenutno edini medicinsko overjeni ali pa certificiran inštrument, ki se ga da dobiti v prosti prodaji in da je relativno natančen. No in to deluje kot neke vrste pametna ura, se pravi, s pomočjo fotosenzorja zaznava srčni utrip in varianco srčnega utripa. Potem sta na paščku od te ure sta dve elektrodi, preko katerih se izmeri prevodnost kože in iz tega potem se da izračunati pač galvanski odziv, se pravi potenje.